imam zelo nehvaležno vlogo, da imam zadnjo besedo, ampak tako je bilo nekako dogovorjeno, gospa direktorica začne, jaz pa zaključim. Prosim vas torej še za nekaj minut pozornosti. Moja naloga v tem zaključku je, da strnem in podam pravzaprav neke vrste poročilo, kako Ministrstvo za izobraževanje uresničuje priporočilo Sveta Evrope iz leta 2016 poti izpopolnjevanja nove priložnosti za odrasle. Mi smo pravzaprav bili tega priporočila izjemno veseli in zadovoljni tudi zato, ker smo z vrsto ukrepov že v letu 2016 začeli pravzaprav v smeri vseh treh ukrepov, ki so zapisana v tem priporočilu. Ministrstvo za izobraževanje z svojimi ukrepi, ki so financirani tako strani Evropskega socialnega sklada do leta 2022 in tudi iz sredstev integralnega proračuna, odpira odraslim mnogo novih možnosti in jim omogoča nov začetek. To slednje je toliko bolj pomembno zato, ker gre v prvi vrsti za zaposlene odrasle, gre za brezposelne in tudi za vrsto drugih ranljivih skupin, ki nimajo prej omenjenih dveh statusov. Naši ukrepi seveda so ukrepi, ki pomagajo odraslim na kratek in predvsem na dolgi rok. Prispevajo v ekonomskem smislu za to, da ohranjajo svojo zaposlitev, da so bolj zaposljivi in tudi, da izboljšujejo svoje posebne kompetence in gre tudi dolgoročno za širšo nadgradnjo družbenega okolja. Poudarila bi tudi to, da so vsi naši ukrepi umirjeni tudi v dejavnosti, ki so izjemno ključne za to, da izobraževanje pravzaprav poteka. Z ukrepi mi podpiramo svetovalno dejavnost, informiranje, promocijo, animiranje, razvojno delo, usposabljanje strokovnih delavcev in izobraževalcev, svetovalcev in drugih in seveda v okviru vseh ukrepov aktivno sodelujemo z delodajalci. Naši izvajalci ugotavljajo v sodelovanju z izobraževalnimi in kadrovskimi potrebami potrebe zaposlenih in na ta način tudi v tailor-made programih pripravljajo take oblike in take vsebine, ki se primerno ukomponirajo v potrebe gospodarstva in so tudi prilagojene predznanju usposobljenosti, kompetencam vsakega in slehernega posameznika. Mi ocenjujemo na Ministrstvu za izobraževanje, da naši ukrepi dosegajo pričakovane rezultate, da se vsa ta priporočila zelo intenzivno izvajajo. Omenila bi pa ob tej priložnosti to, kar je bilo danes že večkrat izpostavljeno, da beležimo ves čas pomanjkanje medsektorskega povezovanja, ker vendarle ta evropski dokument ni samo dokument in ni samo priporočilo, ki ga izvaja Ministrstvo za izobraževanje, ampak se mora izvajati v okviru celotne države. Bolj podrobno vam najbrž ukrepov ni potrebno poudarjati, prvič zato, ker za to danes nimamo časa, drugič zato, ker jih je že gospa direktorica v uvodu včeraj dopoldan izpostavila. Omenim le nekaj. Ponovno poudarjam ukrep, to je drugi v vrsti, lahko rečem do leta 2022, izboljšanje, pridobivanje poklicnih in temeljnih kompetenc, priprava tailor-made programov za zaposlene, brezposelne in druge ranljive skupine
implementacija programov izpopolnjevanja in usposabljanja, ki so prilagojeni potrebam delavcev zaradi novih tehnologij, razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in zaradi vseh drugih izzivov, ki se pojavljajo v proizvodnjah in v delovnih okoljih. Poudarim tudi to, da je zelo pomemben ukrep izboljševanje in dvigovanje izobrazbene ravni. Srednješolska izobrazba je tista temeljna izobrazba, ki pripomore k temu, da je delavec veliko bolj mobilen na trgu dela. Financiramo torej in spodbujamo dvig izobrazbene ravni, ampak ne samo na srednješolski ravni, temveč tudi na višješolski ravni, se pravi, to je kratki cikel terciarnega izobraževanja za zaposlene osebe. Pomemben ukrep je svetovanje, ki se izvaja za zaposlene in tudi svetovalna dejavnost za vse druge skupine odraslih v gospodarstvu in v drugih delih lokalnega okolja. Tanja je že omenila tudi različne pristope izvajanja svetovalne dejavnosti tako, da se svetovalec čim bolj približa potrebam posameznika in okolju, kjer ta posameznik živi in dela. Nadalje promocijske aktivnosti, motivacijske aktivnosti, financiranje in spodbujanje razvoja različnih gradiv, učnih pripomočkov, priprava evalvacij in tako naprej. Vse to so ukrepi, ki potekajo v tem obdobju tako, da lahko rečemo, da so komplementarni z evropsko pobudo. Na koncu še zelo pomemben poudarek, to je ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. To je eno polje, ki še čisto popisano, se pravi, ta list papirja nas še čaka. V Sloveniji sta obe razvojni instituciji, Andragoški center Republike Slovenije in Center za poklicno izobraževanje, pripravila temeljne smernice za uveljavitev sistema vrednotenja na nacionalni ravni, ki pa mora seveda se še nacionalno prediskutirati in seveda dokončno tudi sprejeti. Vsi projekti potekajo v obtesnem sodelovanju različnih deležnikov in ob sklepanju socialnih partnerstev. V projektih aktivno sodelujejo tako izvajalci izobraževanja, kot tudi gospodarstvo, sindikati, društva in tako naprej. Čisto na koncu pa lahko rečem, da mislim, da je naša tirnica pravilno usmerjena, da smo izbrali pravo tirnico, da so izzivi in čari izobraževanja odraslih tukaj in zdaj in da smo v akciji in bomo v akciji tudi še naprej. Zahvala vsem za sodelovanje na letošnjem aktivnem posvetu izobraževanja odraslih. Zahvala Andragoškemu centru Republike Slovenije za dobro organizacijo in vodenje. Iskrena hvala vsem za prispevke na tem letnem posvetu, za predloge in tudi za vaše diskusije. Lepa hvala tudi gospodu Benu Genu za vso aktivnost in vse napore, ki jih je vložil v pripravo diagnostike kot prve faze strategije razvoja skillsov v Republiki Sloveniji. Hvala mu tudi za dobro predstavitev stanja v naši državi in tudi povzetek ukrepov, ki jih bo Slovenija in prav je tako tudi upoštevala v prihodnje, zato da naredimo korak naprej v prvi vrsti pri pripravi nacionalnega programa izobraževanja odraslih v smeri povezovanja med ministrstvi, povezovanja na vseh ravneh, na nacionalni in lokalni. Verjamem, da bo ta strategija
tudi odprla oči marsikomu, tudi na ravni politike v naši državi in pripomogla, da bomo skupaj hitreje šli naprej. Prav lepa hvala z moje strani, najbrž pa bo sedaj zaključila posvet